šans, da bom danes igral. Ampak, kako naj ne? 100% je spet navikularna kost počena. Pa zakaj, no? Ne. Danes moram igrati. V vsakem primeru ne bom mogel hoditi več tednov. Najmanj, kar lahko naredim, je, da dam vse, kar imam za ekipo. Da zmagamo. Pa naj bo, kar bo. Zdravo! Zdravo! Marki, a boš čaj? Ti, pa bi, ja, prosim. Katerega pa? Kar črnega. Daj ti meni povej, kako si. V redu. Iskren, v redu. Kako pa kaj, študij? Pa v bistvu, zdaj, ko dolgo nisem mogel nič delati, sem v redu. Dejansko zelo sledim, probam sprot delati, učim se, kakor se da, nalog imam pa za pokopati se. V bistvu sploh ne moreš verjeti, koliko je tega. Ampak, kaj čem reči, jaz mislim, da ta poškodba mi je vsaj to pozitivna stvar dala. Čas. Zdaj pa ti meni povej, če res dovolj spiš. Ja, veš, to je pa moj večni problem po moje. Ne glede na to, imam treninge, ne glede na to, imam izpite, jaz ne znam spati. Ne morem zaspati. Veš, sej enkrat, ko zaspim, jaz zaspim, ne? In spim hudo in močen in globok in kar češ, ampak sam začetek je pa nemogoč. Tako da, ja, tehnično sem vsak dan neprespan, ampak se probam boriti s tem, kakor se da. Se pravi, Marki, ti ne vidiš v tem problema. A veš, na to temo imam pa nekaj izredno zanimivega za povedati. 2 dni nazaj sem jaz ležal v postelji. In nisem mogel zaspati. 5 ur, fakt smo pa ob 8 zjutraj, meni se mešali. In pa sem tuhto mal, sem razmišljal in sem jaz mislil, jaz sem športnik, jaz sem nek atlet in sem konstantno utrujen. In si mislim, kako naj gre to skupaj, kako naj jaz ljudem pojasnim, da sem športnik v neki vrhunski form, ampak konstantno utrujen, ne glede na to, kva delam. Sem jaz rekel, jaz imam pa dosti tega, jaz ne bom več zmatran. In verjameš ali pa ne, od takrat naprej nisem več zmatran, jaz sem poln energije. Kamorkoli grem, karkoli delam, ob kjeremkoli času, jaz sem poln energije. Jaz bi lahko zdajle, če bi imel to možnost seveda, lahko bi zdajle 4 ure laufal in ne bi bil zmatran več. Marki, ja te lahko nekaj vprašam. Povej mi, kako pa kaj šport? Veš, jaz zelo pogrešam svoj šport. Rad bi se vrnil. A veš, rad bi treniral. Ampak pač neki me muč glede tega zdaj. Občutam, da nisem 100%. Marki, v čem je pa problem? Saj ti veš, da lahko gore premikaš, če hočeš, in da je čisto vse v glavi. Dvom je čista izguba energije, pa menda se ne boš tukaj ustavil. Vse je v glavi. Ne, veš, saj imaš
imaš prav, res je, vse je v glavu. Pa sej verjamem v sebe, veš? Sej jaz verjamem v sebe. Ampak včasih imaš občutku, ker da poškodba je tista stvar, ko te čist zabremza. Ko da si, a veš, ne, tekočem traki do najboljšega mesta. Ampak pride poškodba, ko nisi niti bližnje pričakoval in te čist ustal. Marki, veš, samo jaz sem prepričana, da obstaja rešitev tudi kar se poškodb tiče, da lahko zminimaliziraš poškodbe in da je vse v glavi, ker po mojem imaš ti podzavestni strah, da se boš poškodoval, da se ga mogoče niti ne zavedaš in da moraš delati na tem. Ampak veš kaj, moj boj se ni končal. Počutim se bolj motiviranega kot kadarkoli doslej. 5 let nazaj sem si jaz dodelil ime Nepremagljiv, zato me tole ne bo ustavil niti za moment. Trgal bom, tolkel bom, šel bom in garal bom do zadnjega diha, do zadnje kaplje krvi, dokler ne bom najboljši. Vrnil se bom s polno paro, s polno silo in bom zmagal vse. Samo še nekaj tednov, samo še malo do konca sezone, do konca bolečin, do konca moje omejitve. Z začetkom nove sezone pride tudi nov začetek zame. Vsa sila je sedaj potrebna, da se držim nazaj. Preveč sem bil omejen zaradi poškodb, ampak sedaj je čas, da se vrnem v boj. Dokler ne zmagam, bom garal do zadnjega diha, do zadnjega atoma energije, do zadnje kaplje krvi.